Sam sem z veseljem sprejel to povabilo, da sem vesel, da sem tukaj, ker se o teh stvarih preprosto rad pogovarjam, zato ker se mi zdi, da je urgentno, da se pogovarjamo. V zgodovini so bili različni trenutki civilizacije, gre do obdobja, ko gre civilizacije gor in civilizacije propadajo. In mislim, da če bomo šli v to smer, kot gre zdaj, seveda, da tej naši sodobni civilizaciji se piše konec. Tako je sam zaznal in tako tudi razumem to debato. In se mi zdi, da če lahko še kaj storimo, naredimo zdaj, se da še kaj narediti. Se mi zdi ravno iz teh razlogov, ko so že tukaj rečeni, ko se izniči spol. Recimo to, kar smo tukaj, kar je gospa Metka prinesla, možni učbenik o spolni vzgoji. To je resnična katastrofa, ne? Če gremo z vidika izničiti spol, si lahko sami izbiramo. Fantki in punčke v osnovni šoli so izbirali in jih bomo ves čas dopovedovali. To je takšno nasilje nad otrokom, ki se ga, če malo otroka opazujemo, se zgrozimo. Jaz bi priporočal vsem, ki vas to vprašanje zanima, da si vzamete tole knjigo Otroka, oblikujejo vrstniki Judith Rich Harris. Ima posebne poglavje, da spol je zakon. Ne bom ponavljal tega, ampak bi rad opozoril na to knjigo, ker sem ljudi zelo dobro tematizira prav to vprašanje, ker pač v Ameriki se ta kampanja že dogaja dolgo časa. Kako so otroci v določenih trenutkih občutljivi na vprašanje spola? Fantki, ki se družijo s fantki in se ne more takrat s punčkami in kakšen sram doživljajo v sebi, če jih takrat damo na napravi kraj in nepravo skupino. Zdaj z vidika pedagoških in v vrtcu in v šoli. Da so trenutki, ko seveda preprosto ne gre skupaj s čutenjem, fantovskim ali obratno dekliškim. Ko začnemo razmišljati o teh stvareh, o teh razvojnih trenutkih, seveda takšna teorija, kot je to, je grozno nasilje nad otrokom. In to, da bi uvedli s tem zakonom možnost, da se to nasilje dogaja nad otrokom, to kot pedagog, seveda sem na tem zgrožen in globoko zaskrbljen. To je en tak ta pedagoški vidik se mi zdi glede, seveda pa da to, takoj ko spremenimo definicijo družine, da gre to vse učbenike in seveda, kaj je potem družina. Zato kot terapevt na drugi strani se sprašujem, kje so naši terapevti, toliko nas je v Sloveniji, katere knjige smo študirali in če so včeraj še očetje in matere, da jih kar nekrat ni več očetov pa manj, kako bomo sploh razlagali še človeka. Meni se to zdi tudi izničenje vseh teorij do zdaj, kot so bili, se ne znam predstavljati, kako to bo. Ampak še bolj banalno, če gremo, pa razmišljam, da smo nekaj primere že slišali, kako se lahko to dogaja v šolah, v vrtcih, ampak če ljudje tožijo, ker tožijo danes za vsako stvar, kako bo potem v eni trgovini, kjer bo moška in ženska konfekcija. In bo nekdo prišel tja, pa bo rekel, čakajte, to je pa za mene žaljivo, ker tukaj ločka med moško in žensko konfekcijo. Kako bo v hotelih, če bo moško in žensko stranišče, kar M in Ž nekaj pomeni. In zdaj nekdo, ki hoče biti, se bo opiral na ta zakon, se bodo šli tožbe. In toliko podobnih stvari. Ko so absurdi, pa so mogoče banalne, čisto banalne, niti ne bistvene, mnogo bolj bistveno so to, kar smo že prej slišali, ampak mislim, da tudi na takšne stvari moramo pomisliti. Sam osebno pa razmišljam kot terapevt, da te teorije, kot so zdaj tako vehementno uvajajo v mnogih državah, da seveda gre za napad na civilizacijo kot takšno. Jaz mislim, da tukaj je treba to reči, tako doživljam. Če so določene definicije zginile iz priročnika za diagnosticiranje psiholoških disfunkcij, nefunkcionalnosti, mislim, da se bodo počasi spet nazaj uvedle, ker se zdaj že glasovi v Ameriki dogajajo. In da seveda še en razlog tukaj vidim, zakaj sem rad v tej kampanji, ker sem še to, ker ni ne psihologije, pa ne socialno delo, pa ne družinska politika, ampak jaz mislim, da gre tudi za suverenost slovenske države.
Kajti težko si predstavljam, da ena vlada, ki ima na mizi že usklajen zakon o družini in je to vladna koalicija, sprejme pobudo ene druge nevladne koalicije in sprejme po hitrem postopku zakon, kjer se spreminja definicija, tisto ravno, kar so že znotraj koalicije uskladili. Ne moram si to predstavljati, da je to politično modro, ampak da je to politično zelo nemodro, razen, da je to nek diktat od zunaj. Da nekdo od zunaj diktira, zato ker te vrste ideologij se širi povsod in mislim, da ta pritisk od nekod je tako močan, zato meni se zdi, da tukaj glasujemo tudi o suverenosti slovenske države.